Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni na kanalu Televizija As. Tokrat malo na drugačen način, prek te nove tehnologije, se pravi preko interneta, smo vzpostavili povezavo z Ljubljano. To pa z namenom, kajti v Državnem zboru se obravnava novela zakona o rudarstvu, ki je nekako osnova za prepoved frackinga. In ta fracking, ki bi ga ta zakon prepovedal, je predvsem pomemben zaradi dežele ob Muri, predvsem v Lendavi, ki bi dejansko v tistem območju tudi omejil oziroma onemogočil kakršenkoli fracking, ki vemo, da si ga ljudje tudi tam želijo. Da bi pa kaj o postopku, o dogajanju okrog tega zakona kaj več izvedeli, pa smo tokrat pred računalnik povabili našega pomurskega poslanca iz Murske Sobote, da nam kaj več pove, tako da gospod magister Dejan Židan, poslanec Socialnih demokratov v našem parlamentu v Ljubljani, lepo pozdravljen. Ja, lepo pozdravljeni tudi tu, kar sedaj vidite, to je poslanske pisarna prekmurskega poslanca v Državnem zboru. Gospod Židan, kaj nam lahko več povete, kaj se dogaja v zvezi z to novelo zakona oziroma z tem frackingom? Zdaj ta zakon o prepovedi frackinga, fracking je ena škodljiva tehnologija, ki so že marsikje prepovedali, to je tisto, kot pod nekim hudim pritiskom se velike količine vode, 1000 kubikov ali še več naenkrat vbrizgavajo v globino, pogosto zraven pesek, pogosto tudi škodljive kemikalije, da se to prepove. Torej, sedaj smo že 5. to poizkusili. Marsikatera država, recimo Nemčija, Francija, pa še marsikatera druga, je to že davno prepovedala. Zakaj prej ni šlo skozi? Že 4-krat nismo dobili zadosti večine, enkrat nam je celo uspelo, da je bilo glasovanje v Državnem zboru, mislim, da je bilo 42, kar je bilo najbližje uspehu, ker so bili nekateri poslanci odsotni in če je pol, potem pač ne gre procedura naprej. Tokrat pa se je zgodilo, da tisti, ki podpiramo prepoved škodljive tehnologije, to smo 4 stranke KUL-a, to smo Socialni demokrati, Levica, LMŠ, SAB, tudi oba manjšinska poslanca in tudi vsi 3 poslanci SNS, ki imamo skupaj 47 glasov, smo uspeli z 46 glasovi, en je bil pač bolan, v Državnem zboru na prvi stopnji zakon sprejeti. Ampak problem pa je, ker sedaj jutri bo pa obravnava na pristojnem odboru, ki pa ni sestavljen tako, kot bi moral biti. Namreč vladajoči ne pustijo, da se odbori sestanijo, kar bi moglo biti v skladu s poslovnikom v takem razmerju, kot je sestava poslancev v parlamentu. In recimo v tem konkretnem odboru imajo tisti, ki so proti zakonu, pa so v parlamentu v manjšini, na odboru imajo večino. Kaj to v praksi pomeni? V praksi pomeni, da če ne bo vsaj eden poslancev od recimo Nove Slovenije ali od SMC-ja ali od SDS-a glasoval z nami, torej za prepoved frackinga, bo jutri zakon padel. Zato sem že tudi javno pozval, prosim lepo, tisti, ki ste proti na tem odboru, ki ni pravilno sestavljen, prosim lepo se vsaj vzdržite, da bo lahko potem v drugem branju in v tretjem ponovno odločal parlament, torej 90 poslancev in tisti, ki imamo večino, naj potem tudi zmagamo v parlamentu. Prosim, ne nas zaustaviti na odboru. Se pravi, dejansko odbor za okolje in infrastrukturo ima sedaj škarje in platno v rokah. Se pravi, če tam ni večine, potem ni možnosti, da bi zadeva prišla na glasovanje v parlamentu. Tako je. Jutri, recimo, če bodo to mojo prošnjo, tudi javno sem pozval prejšnji teden, upoštevali, da tisti, ki so na tem odboru, ki je napačno sestavljen, ki so proti, da se vsaj zdržijo, bodo omogočili, da ponovno o tem odločamo vsi poslanci. To bi recimo v demokratičnih družbah šlo. Recimo vam povem primer Velike Britanije, tam recimo tako zelo pazijo, da je povsod pravilno sestavljeno vse, kar mora biti, da recimo, če en poslanec opozicije zboli, potem en poslanec koalicije, ki je prisoten, ne glasuje. Samo zato, da se ne bi rušilo to razmerje med političnimi strankami. Žal pa smo od tega v Sloveniji še zelo daleč in kaj upam, da nekoč bomo tudi taka družba postali. Kakšen je recimo odnos pomurskih poslancev do tega zakona? Vseeno imate nek klub pomurskih poslancev, kar nekaj vas je, z levega, z desnega brega, tudi z lendavskega konca. Morda kakšno imajo mnenje vaši kolegi glede tega zakona?
Sam seveda podpiram, da se fracking v celoti prepove, podobno tudi poslanec madžarske narodnostne manjšine, torej gospod Ferenc Horvat, tudi gospod Jurša, ko je bil v parlamentu, upam, da se čim prej vrne, zdaj zaradi bolezni bil pač odsoten, je bil enakega mnenja. Četrti poslanec Nove Slovenije, ima pa nažalost nekoliko drugačno mnenje. On zagovarja tisto, kar trenutno zagovarja vlada, in to je, da se prepove samo veliki fracking, ki pa tako in tako nikoli ni bil mišljen in se nikoli ni izvajal na našem predelu, manjši. Ampak kaj je pa manjši? Torej, če nekdo brizgne 980 kubikov vode naenkrat v podzemlje, je mali fracking, če pa nekdo brizgne 1050 kubikov, je pa veliki fracking. In v tem trenutku ni na naši strani, da bi se tudi mali fracking prepovedal. Seveda v državah, ker pa so prepovedali, pa so marsikaj prepovedali ves fracking. Prvič, ker je nevarnost, ker pri frackingu, ko se vbrizgava ta voda, se pogosto uporablja pesek, pa tudi kemikalije, ki lahko onesnažijo vodo. Drugo pa je, da ugotavljajo, da marsikaj, kar se fracking uporablja, se kar nenadoma pojavijo potresi. In tudi velike potresi. In zato pravijo, da je zemlja tako nestabilna, da se ta tehnologija naj ne bi uporabljala. Bi pa rad tudi tole povedal, da ta naša prepoved frackinga, ki smo jo dali v proceduro, je namenjena samo za pridobivanje ogljikovodikov. To pa govorim zato, ker je, veste, položaj Slovenije je čuden, so se začele širiti lažne govorice, da bi radi prepovedali tudi geotermijo. Nobene povezave s tem ta naša prepoved nima. Vlada je, ko ste že tudi prej omenili, pripravila neko svoj predlog zakona, ki nekako dovoljuje neke vrste mali fracking. Kako daleč je s tem predlogom zakona? Zanimivo je, da vlada bi to že davno morala pripraviti in potem je poslalo Državni zbor na tisti dan, ko smo prejšnji teden nameravali fracking obravnavati na odboru. Samo potem se je zapletlo in smo ga predstavili na ta teden. Vladni predlog je predlog, ki ničesar ne rešuje, samo maže oči. V praksi fracking, ki so ga imeli namen delati in so ga tudi v preteklosti že delali v Prekmurju in ki je po našem mnenju nevaren, dovoljuje. Kaj se bo sedaj v naslednjih dneh, tednih dogajalo okrog tega novele zakona o rudarstvu in kakšno so sedaj vaša pričakovanja? Jaz seveda si želim, da bi nam na odboru, torej te vladne stranke, vsaj to omogočili, da bi se vzdržali glasovanja, da bi lahko parlament v celoti o njem odločal. Se pa čisto zavedam, da je nažalost politična kultura v Sloveniji ni taka, kot bi si jo mi večinoma želeli. Če ne bo sedaj slučajno uspelo, vam lahko dam samo garancijo, da v naslednji sestavi parlamenta, ki upam, da bo zopet takšna, da bo Slovenijo peljala v neko drugo smer, bo to ponovno stvar, o kateri se bo odločalo. Poglejte, če Nemčija prepove, če Francija prepove, če Velika Britanija prepove, pa marsikaj drugje, Slovenija, ki je bolj mala, bolj okoljsko občutljiva, en potres recimo v Nemčiji prizadene samo mogoče 4% Nemčije. En resen protest v Sloveniji lahko prizadene celotno Slovenijo. Bi morali biti bolj previdni, ne pa manj previdni. No, pa tako zdaj že vemo, da se v ljutomerskem koncu pojavlja kar nekaj potresov in vemo, da se že kar nekaj časa kar tresamo, kar je zelo nenavadno za našo državo. Ja, recimo tam, kjer Hrvati izvajajo fracking, so se pojavljali potresi. Seveda njihovi geologi so takoj pričeli zatrjevati, pa tudi vsa stroka okoli, pa tudi politika, da to nima nobene povezave s to nevarno tehnologijo. Samo se veste, tam, kjer so peneze v ozadju, je treba biti dvojno previden. In zato je zanimivo, recimo, ko so v Veliki Britaniji prepovedali, kaj so rekli? Prepovemo zato, ker zaradi previdnostnega načela. Mi ne moremo dokazati, da ta nevarna tehnologija ne povzroča potresov, dokler ne bomo dokazali, da jih ne povzroča, je pri nas prepovedano. Torej, pravi odnos imajo. In jaz si želim, tudi zato, ker je zanimivo, je tudi lendavska občina, čeprav je župan seveda take politične barve, da je pač, verjam, celo je kandidat vladajoče stranke, podpira prepoved frackinga. Gospod Židan, hvala lepa za te informacije iz našega hrama demokracije. Ja, jaz lahko rečem samo hvala, ker vas zanima, kaj tu poslanci, ki zastopamo Prekmurje v Ljubljani, počnemo za Prekmurje.